Arhitekturni slog na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ki ga imenujemo secesija, je Ljubljani prinesel kar nekaj zanimivih stavb. Naprimer SNG Dramo, pa Urbančevo veleblagovnico, znano kot Galerija Emporium. V tem času so nastali tudi Zmajski most in večina meščanskih vil med Miklošičevo ulico in Železniško postajo. Mnoge secesijske arhitekturne stvaritve, ki so navdih iskale v folklornih motivih in geometrijskih oblikah, ter se je z njimi meščanstvo želelo približati plemstvu, danes žal neslavno propadajo. So pa tudi takšne, ki so jih obnovili ali rekonstruirali. V eni od rekonstruiranih vil smo obiskali stanovanje, ki združuje tehnologije sedanjosti in utrip preteklosti. V tem stanovanju ne moremo drugače, kot da se počutimo imenitno. Postreže nam staromeščansko eleganco, dovršenimi detajli, hkrati deluje omikano in trendovsko. Anja, vi ste dobili to veliko nalogo, da opremite imenitno stanovanje, kot je tole. In me zanima, iz česa ste izhajali, kje ste začeli? Torej, izhodišče so kot vedno v prvi vrsti želje naročnikov. Potem pa sem izhajala iz samega objekta. Torej, objekt je bil zgrajen v slogu secesije in nekatere elemente smo uporabili oziroma jih reinterpretirali tudi v notranjosti. To se vidi v oblikah oblog, dodatkov, poudarkov, kot so recimo zlati poudarki na pohištvu, zlate kljuke, pipe in pa tudi dekor, ki sledi elementu secesije, to so rastlinske in pa geometrijske oblike. Kamen iz hodnika, ki se potem pojavi tudi v vhodnem delu v tlaku, kasneje tudi v loži, kjer je v popolnoma drugačnem vzorcu in kombinacijah barv, najdemo pa ga tudi v kopalnicah. V eni kopalnici je uporabljen tako, da smo iz njega naredili umivalnik, v drugi pa kot stenska obloga in pult. Kaj vam je predstavljalo največji izziv pri oblikovanju tako dovršenega stanovanja? Največji izziv je bilo verjetno kombiniranje sodobnih tehnoloških rešitev in pa starega objekta. Torej, kombiniranje sodobnega udobja, ki ga ponujajo sodobne tehnološke rešitve, in še vedno ohranjanje neke staromeščanske notranjosti. Inštalacije so na primer skrili za spuščene stropove. Vse elektroomarice, ki jih je v tem delu stanovanja več kot običajno, se nahajajo za markantnimi ogledali na hodniku. Predvsem pa so tehnične elemente umestili v servisne prostore, kjer so neopazni. Po drugi strani pa so videz staromeščanskosti poudarili štukaturami, teksturami, igro gladkih površin z rebrastimi oblogami in elegantnimi mehkimi valovitimi elementi ter toplo barvno shemo, pri kateri bež rjave tone dopolnjujejo zeleni in zlati detajli. Veliko stvari ste tudi sami oblikovali glede posameznih kosov. Kaj vse najdemo takega, da je vaše delo? To so produkti, ki jih delam z Nikolem Selajem. Kot drugo pa so v bistvu vse omare, vse mize. Tu bi omenila mogoče 3 mize, ki smo jih izdelali po željah naročnika. Skupaj smo jih tudi oblikovali. Želje so bile, da so vse mize nekako zaokrožene, da nimajo vogalov in da se navezujejo na zgodbo celotnega stanovanja. Torej smo uporabili materiale, ki so že drugi po stanovanju. Sicer pa so tako pri rekonstrukciji stanovanja kot tudi celotne vile sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki jim je naložil ohranitev vseh zunanjih štukatur in ograj ob objektu, podali so tudi omejitve pri zunanjih senčilih. Ta naj bi bila čim bolj nevidna, uskladili so jih z barvo oken, to je RAL 6009 mat oziroma temno-zelena. Peter, kakšne so značilnosti teh skrin senčil, kot so uporabljena v tem stanovanju?
Značilnost pač tega zip screena je, da lahko pokrijemo velike površine v enem kosu, da pri tem imamo še vedno veliko odpornost na vremenske vplive, tukaj mislim predvsem na veter. In da v bistvu v tem primeru, kot je na tej vili, je celoten sistem zelo minimalistično, bom rekel, izdelan. Omarica je velika tam 13 na 13 cm in vodila so popolnoma skrita v fasadnem ovoju. To pomeni, da v bistvu praktično iz zunanje čelne strani sistem sploh ni viden. Zdaj, ljudje imamo malo predsodek do tekstila in se nam zdi, da je manj odporen kot klasične lamele. A ne? Kako je zdaj s tem? Je to zgolj predsodek? Je predsodek. Če primerjamo z roletami ali pa žaluzijami, je bistveno bolj odporno na vetrovne razmere. Lahko pokrije bistveno večje površine kot jih same rolete ali pa zunanje žaluzije. Pri tem pa nam vsekakor nudi zaščito pred vremenskimi vplivami, tukaj mislim predvsem na toploto poleti, pri čemer pač blago in tekstil sam nam omogoča jasen pogled navzven in stik z okolico naravo. Senčilo Zip Screen je vpeto v vodila in zmontirano pred samim steklom, kar pomeni, da ne pride do učinka tople grede oziroma varuje pred vdorom vročine skozi okno. Na voljo je v 50 izvedbah blaga s 4 stopnjami prosojnosti, 10-odstotno, 5-odstotno, ki je vgrajena tudi na tej vili, 3-odstotno in 1-odstotno, ter v izvedbi popolne zatemnitve blackout, namenjeni spalnim prostorom. Z njim lahko pokrijemo površino 18 kvadratnih metrov in je odporno na veter, ki piha do 120 km/h. Kako se s temi senčili upravlja? Senčilo je načeloma na motorni pogon, tako upravljanje preko stikala, kakor na, bom rekel, nekega daljinca ali pa pametnega upravljanja preko telefona. So pa lastniki tukaj rekli, da uporabljajo senčila tudi namesto komarnikov. To dejansko funkcionira? Teoretično, bom rekel, če je senčilo zaprto dol, potem deluje kot komarnik, se pravi, noben mrčes ne bo prišel čez samo blago. Je pri nas dosti bolj v uporabi nov sistem, ki je pač prvi te vrste na tržišču in omogoča imeti integriran komarnik ločeno od samega senčila, od samega tekstilskega senčila. Obe mrezci sta narejeni iz steklenih vlaken. Mrežica od samega komarnika pa je bistveno bolj prepustna, kot je sama mrežica senčila in je odprtost površine, bom rekel, pri tem sistemu skoraj 80%. Drugače povedano je mrežica praktično nevidna. Kot so v tem stanovanju nevidni tudi hodniki, oziroma hodnikov sploh ni. Gre namreč za krožno zasnovo tlorisa, ki je mogoča pri dovolj veliki kvadraturi, v tem primeru okoli 160 kvadratnih metrov. Prostori tečejo eden v drugega ter se delijo na 3 dele. To so spalni del, bivalni del in del za goste. Vsi trije pa imajo izhodišče v vhodni veži. Del za goste obsega spalnico in kopalnico s straniščem. Bivalni del vključuje jedilnico, ki se zlije na eni strani v kuhinjo, ter na drugi v dnevno sobo in naprej v ložo oziroma zaprti balkon. Loža hkrati povezuje še spalnico, ki je zasnovana tako, da sredinska omara ločuje garderobo in spalni del, iz katerega prehajamo tudi v glavno kopalnico. Zdaj pa še kopalnica. Prosim, pojdiva še tja. In kakšna je zgodba te džungle v kopalnici? Za kopalnico sta si lastnika zamislila bolj umirjen ambient, pa smo potem nekako prišli skupaj do odločitve, da je lahko ta prostor mogoče najbolj divji, ker se v njem ne zadržuješ predolgo, da bi se nasitil te ekstravagantne džungle. Hkrati pa se v bistvu ta džungla navezuje na zelen kamen, ki je kombiniran po stenah in po pultu in se lepo dopolnjujeta v neko tako zeleno oazo za sprostitev. Za kakšne vrste keramiko pa gre? To je velikoformatna keramika, na katero se tiska samozorc. Če vas za konec vprašam, kaj je vaš najljubši kotiček v tem stanovanju in seveda zanima me, kaj pa lastnika povesta, s čim ste tukaj najbolj zadovoljna oziroma srečna? Lastnika sta presenetljivo najbolj zadovoljna s stvarmi, za katere se sama nikoli ne bi odločila na prvo žogo. Naprimer? Naprimer,
kopalnica, o kateri sva že govorila, ali pa tudi loža, ki je med drugim moj najljubši prostor. Torej, to so stvari, kjer smo uporabili mogoče nekoliko bolj drzne elemente ali pa bolj nekonvencionalne kombinacije barv. To pomeni, da so potem lastniki verjetno zelo mladi. Ne, Vsej po srcu. to pa je.